Spoštovane kolegice in kolegi, dame in gospodje, cenjeni gostje. Najprej hvala za udeležbo na naši slavnostni akademiji. Zbrali smo se na slavnostnem dogodku, kjer pa razmere niso ravno slavnostne, dovolite tudi nekaj resnih besed. Kljub temu pa naj začnem zahvalo vsem tistim, ki ste z nami od samega začetka, vsem tistim, ki ste bili zraven času nastanka obeh naših predhodnic, v času, ko so se postavljali temelji samostojne in demokratične Slovenije. Tudi Evropske Slovenije. Žal, kot smo videli tudi prej na zelo dolgem seznamu, mnogih danes ni več med nami, vendar se jih vedno, še posebej ob naših obletnicah, spominjamo in to z veliko hvaležnostjo. Ne zgolj Slovenske demokratske stranke, tudi samostojne Slovenije ne bi bilo brez pogumnih ali pa brez poguma ustanovnih članov Slovenske demokratične zveze in Socialdemokratske zveze Slovenije, obeh naših predhodnic. Vendar, kot tisti, ki smo bili zraven, dobro vemo, so že nastanek obeh naših predhodnic želeli preprečiti s političnimi, administrativnimi pa tudi kazenskimi pritiski. Potem so medijsko morili dr. Jožeta Pučnika, Franceta Tomšiča, Dimitrija Rupla, Rudija Šeligo, Marjana Vidmarja, Dimitrija Kovačiča in še mnoge med ustanovnimi očeti obeh naših predhodnic in tudi Slovenije. Zdaj ne bom vsega tega našteval, kar so dali skozi. Lahko samo rečem, da si danes nekdo, ki tistih časov ni doživel, težko predstavlja takratne razmere. Zdaj letos ob 91. obletnici rojstva dr. Jožeta Pučnika bo naslednji mesec išla knjiga publicista Igorja Omerze, ki dokumentirano opisuje udbovsko preganjanje dr. Jožeta Pučnika. In jaz verjamem, da bodo mnogi šele ob branju te knjige bolje razumeli trpljenje pa tudi veličino očeta slovenske države, ki ga mimogrede niso dovolili pokopati z vojaškimi častmi, medtem ko so šefa Udbe Zemljariča, šefa Udbe, ki je Jožeta preganjala, po sklepu Golobove vlade pokopali kot državnika. Sramota. Režim, ki je preganjal dr. Pučnika in ostale, se je namreč ob osamosvojitvi najprej potuhnil in nato ponovno restavriral v raznih forumih, sodstvu, medijskih korporacijah ter nadaljeval za svojo roboto zoper demokrate in osamosvojitelje. Vendar zdržali so ljudje, saj večina njih, in nastajala je današnja Slovenska demokratska stranka, institucija, ki je iz ruševin zbrala in ponovno združila večino državotvornih moči nekdanjega demosa. Zdaj tudi v času največjih napadov, v času največjih pogromov je bila naša stranka sposobna ravnanj, zaradi katerih smo ne samo stali in obstali, temveč tudi nadaljevali pot. To je bila pot zvestobe sebi, svojim vrednotam in Sloveniji. Zdaj, ko je bila Slovenska demokratska stranka najbolj oblegana in ko so ji celo zabadali nože v hrbet, ter se je bila prisiljena braniti na vseh koncih, je poleg obrambe zmogla tudi oblikovanje alternative. Zato smo doslej sestavili in vodili 3 vlade. Slovenska demokratska stranka je bila sposobna oblikovati predloge za večjo blaginjo Slovenije in to velikokrat namesto tistih, ki so v aktualni oblasti držali škarje in platno v svojih rokah. In seveda, ko njihov cilj ni bil blaginja Slovenije, ampak oblast za vsako ceno. Zdaj tudi sredi največjih zlorab državnih institucij in zoper Slovensko demokratsko stranko in medijskih umorov smo si bili sposobni zbrati k trezni razpravi, izpričevati resnico in gledati v prihodnost.
Z veliko mero odgovornosti smo v času pandemije reševali Slovenijo. Zaradi trdoživosti in vitalnosti slovenskega gospodarstva in učinkovitih ukrepov vlade smo končali med gospodarskimi zmagovalci covidne krize. Zaradi rezultatov naših ukrepov in uspehov slovenskega gospodarstva je trajal tudi v lanskem letu in delno še vedno učinkuje, tako kot je v svojem poročilu pred nekaj dnevi zapisala Evropska komisija. V lanskem letu smo imeli vse možne volitve, ki obstajajo po slovenski ustavi, razen evropskih. Slovenska demokratska stranka je povečala število poslancev v državnem zboru in število svetnikov v državnem svetu. Prepričljivo smo zmagali na lokalnih volitvah. Naš kandidat, ki smo ga podprli za predsednika republike, je dosegel odličen rezultat. Kljub težkim razmeram in zahrbtnim napadom leve opozicije, v času velike zdravstvene krize Slovenske demokratske stranke niso uspeli niti uničiti, niti oslabiti, zato so se seveda osredotočili na dve naši partnerici v vladni koaliciji, na dve partnerici, ki ste bili že prej, dve stranke, ki ste bili že prej v prejšnji vladi, vendar sta čutili klic odgovornosti in so z nami sestavili novo koalicijo v marcu leta 2020, potem, ko je Šarčeva vlada vrgla puško v koruzo. Sporedni mehanizem je uspel ti dve partnerici najprej oslabiti, nato poskrčiti in na koncu izbrisati iz državnega zbora. Obe, tako Stranko modernega centra kot Desus, zato sicer naša uspešna vladna koalicija po aprilskih volitvah ni imela večine za ponovitev mandata. Mi smo v stranki v zadnjih mesecih opravili vrsto obsežnih analiz tega super volilnega leta. Naredili smo vrsto ocen situacije in tudi lastnih napak. Večino razočaranih volivcev je po lanskih aprilskih volitvah trdilo in pisalo, da se je na njih goljufalo oziroma kradlo glasove. Slovenska demokratska stranka je na volilni dan preko članstva v volilnih odborih in preko naših zaupnikov volitve v veliki meri nadzorovala, zato verjamemo, da se glasovnice na volilni dan niso kradle ali ponarejale. To pa ne pomeni, da je bilo s tokratnimi volitvami v državni zbor, pa tudi s prejšnjimi, sistemsko vse v redu. Problemi, ki jih imamo v tem postopku, so namreč bolj prikriti, nekateri so sistemske narave. Mi nanje opozarjamo že dalj časa, tako v državnem zboru kot v državni volilni komisiji, vendar državna volilna komisija, v kateri si Levica od nekdaj prisvaja večino, od samega začetka, torej tako vodenje komisije kot samo direktorovanje, ta opozorila in predloge vztrajno ignorira ali zavrača. Zato bo treba biti v prihodnosti bolj glasen. In tukaj sta problema predvsem dva. Prvi problem, zaradi katerega je drastično padala volilna udeležba, ponekod še posebej v 7. in 8. volilni enoti, je sistematično ukinjanje volišč v podeželskih volilnih okrajih. Vsi vemo, kakšna je ta posledica. Recimo nekaj primerov. V volilnem okraju Šmarje, kjer vedno dosegamo odlične rezultate, so od leta 2011 do zadnjih volitev ukinili 28 volišč. Volilna udeležba pa je padla na eno najnižjih v državi. Imamo proporcionalni volilni sistem, lahko imaš super odstotek v nekem okraju, ampak na koncu glasovi se štejejo in šteje število glasov. Če v nekem okraju ukinete 28 volišč, veste, kakšne so posledice. V kraju Črnomelj, recimo, so v istem obdobju 10 let ukinili 20 volišč, v Idriji 18 in v Ormožu 17 volišč. In še bi lahko naštel. Medtem ko imajo volivci v Ljubljani volišče za vsakim oglom, drugod do njega predstavlja že strošek.
Poleg tega gre pa tudi za odnos, za zaničevalen odnos do dela volivcev na podeželju, ki se jih z ukinjanjem volišč v njihovih krajih dela za drugorazredne in se jih tudi na ta način odvrača od volilne udeležbe. Drugi večji sistemski problem je nadzor nad oddanimi glasovnicami na predčasnih glasovanjih. V Ljubljani recimo so združili 11 volilnih okrajev za predčasno glasovanje na Gospodarskem razstavišču. Volivci lahko tam glasujete, če ste iz Ljubljane, v torek, v sredo in v četrtek na predčasnem glasovanju. Zdaj, ko ni glasovanja, so te skrinjice z nepreštetimi glasovnicami skupaj z drugim volilnim materialom, 2 dni in 5 noči nekje shranjene, varujete jih pa verjetno Dušan Vučko in Zoran Janković. Zdaj, predlogi, da bi volilne komisije po vsakem dnevu glasovanja glasove preštele, napisale zapisnik, skrinjice zapečatile, overile rezultat, tudi če se ne objavi, ti predlogi se, kljub temu, da jih dajemo že vrsto let, trajno zavračajo. Zdaj, to dejstvo je bilo mogoče 10 let nazaj še zanemarljivo. Takrat je bila namreč udeležba na predčasnem glasovanju nizka. Ampak sedaj, ko predčasno glasuje preko 100.000, tudi preko 130.000 volivcev, je ta pomanjkljiv nadzor velik problem. Velik problem, ki ga moramo do naslednjih volitev rešiti. Zato bom vztrajal, in to zelo odločno, da se do naslednjih volitev prvič ljudem vrnejo volišča v podeželskih volilnih okrajih in da se zagotovi neodvisen nadzor tudi nad potekom predčasnega glasovanja. To se mogoče komu zdi nepomembno ali pa pač basen v lisici in kislem grozdju, češ izgubili so volitve ali pa niso mogli spet sestaviti vlade, pa zdaj iščejo dlako v jajcu, ampak poglejte volišča pred 10 leti v nekaterih okrajih, njihovo število, poglejte volilno udeležbo v teh okrajih in vam bo vsem jasno. Spoštovani, danes imamo Slovenci krasno domovino, od osamosvojitve leta 1991 je naprej to tudi država. Imamo Slovenijo, ki formalno, ustavno pripada vsem. V zadnjem času sicer velikokrat slišimo očitek, da si Slovenijo prisvajajo osamosvojitelji. Zdaj, to je sicer nekaj takšnega, kot da bi ustanovitelju nekega podjetja očitali, da si ga prisvaja. Ampak v resnici je stvar še hujša. V resnici je stvar še hujša, kot če bi ta sicer absurden očitek držal. Kajti Slovenijo in slovensko državo si pravzaprav prisvajajo tisti, ki jim samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija in so to tudi javno izrekali. In aktivno rušili osamosvojitvene napore, tako iz ospredja kot iz ozadja, z razorožitvijo slovenske teo, z deklaracijo proti slovenski vojski nekaj mesecev prej so nas napadli, z glasovanjem v takratni skupščini proti vsem ukrepom za zavarovanje in obrambo osamosvojitve, s pozivanjem evropskih politikov naj slovenske države ne priznajo, z odkritim javnim nasprotovanjem številnih odborov, združenj borcev in drugih tako imenovanih civilnih asociacij levice proti osamosvojitvi in tudi s ponujanjem takojšnje združitve nazaj po osamosvojitvi v Jugoslovansko konfederacijo. Zdaj ni slučaj, seveda, da smo pred nekaj dnevi od istih ljudi, ki so že po izglasovanem plebiscitu izdajalsko nasprotovali oboroževanju Slovenije, prejeli podobne pozive, tokrat namenjene nasprotovanju obrambni pomoči napadeni v Ukrajini. Isti ljudje. Veliko število istih podpisnikov tega pamfleta proti pomoči v Ukrajini z orožjem, kot je bila lista podpisnikov za tako imenovano deklaracijo za mir,
februarja leta 1991, ko so nasprotovali, da se Slovenija oborožuje, čeprav smo vedeli, da bomo napadeni. Zdaj seveda tudi ni slučaj, da je rdeča zvezda danes simbol agresorske ruske vojske v Ukrajini, tako kot je bila simbol agresorske jugoslovanske armade, ki je leta 1991 napadla Slovenijo. Še manj je slučaj, da Putinova nagrajenca Kučan in Janković zagovarjata Putina. Golobova vlada je šefa zločinske UDBE pokopala z vojaškimi častmi in obenem ukinila muzej slovenske osamosvojitve. Zdaj, tukaj gre za simbolno potezo, ki seveda ne napada zgolj neko kulturno-zgodovinsko institucijo, kakršna ima vsaka samostojna država. Jaz ne poznam države na svetu, ki je samostojna članica Organizacije združenih narodov, ki ne bi imela muzeja, ki ga lahko obiščeš in vidiš konkretno prikazane dogodke iz časov, ko je tista država nastajala. Če kdo pozna, ne mi je pove. Torej ne gre zgolj za nek napad na kulturno-zgodovinsko institucijo, gre za napad na sam rezultat osamosvojitvenih prizadevanj, gre za napad na samostojno in demokratično Slovenijo. In tega niti preveč ne skrivajo. Zdaj tisti, ki smo v Državnem zboru, poslušamo poslance ene od vladnih strank, ki v Državnem zboru javno govorijo, kako je slovenska osamosvojitev zrušila čudovito socialistično Jugoslavijo. Javno se hvalijo, da na dan državnosti ne obešajo slovenske zastave. Ministrica, ne samo poslanka, ministrica druge vladne stranke je na svojem profilu zapisala, da je treba stanje vrniti v čas pred letom 1991 in da delajo na tem. Da je celoten državni vrh navdušeno ploska zlorabi državne proslave ob kulturnem prazniku, kjer v bistvu sovražni govor na dveh nogah paradira simbolom totalitarne ideologije in agresorske vojske. Torej ne gre za muzej slovenske osamosvojitve, ampak za osamosvojitev samo in njen rezultat. Gre za samostojno in za demokratično Slovenijo. Zdaj oboje želi izničevati seveda tudi z neko obotno frazo, ki jo papagajsko ponavljajo na različnih totalitarnih prireditvah. Recimo to, da češ brez NOB-ja med drugo svetovno vojno ne bilo samostojne Slovenije. Zdaj, če bi se šalili, bi se lahko vprašali, zakaj niste tega Slovencem povedali leta 1991, pa se ne bi še enkrat osamosvajali. Takrat so bili tiho. Zdaj, to izkrivljanje pa je kljub svoji bizarnosti nevarno, ker v bistvu želi zabrisati meje med socialistično republiko v SFRJ, kar je Slovenija bila v Jugoslaviji, in samostojno slovensko državo in hkrati meje med totalitarno vladavino ene same stranke, kar smo takrat imeli, in demokratično ureditvijo samostojne Slovenije. Torej, spoštovani, eno so razprave o tem, kaj je bilo, drugo pa so izzivi na isto temo v času, ki je pred nami. Tudi tisto prvo je pomembno, strateško je pa to drugo. Zdaj, govori se pač, kaj je bilo v preteklosti, kaj bi se vse zgodilo, zato da Slovenije ne bilo. Če kaj, potem je jasno, da Slovenija, vsaj samostojne, dejansko ne bo več, če ne bo Slovencev. In v Sloveniji imamo politične sile, ki so zelo močne, na levici, katerih cilj je prav to. Razgraditi in uničiti narod, družino, vero, kvalitetno šolstvo, podjetništvo. To smer se včasih tudi z odločitvami Ustavnega sodišča delajo veliki koraki. Zdaj, državi, ki ima eno najstarejših prebivalstev v Evropi in na svetu, Golobova vlada ni najprej ukinila muzej slovenske osamosvojitve, to so naredili, rekel, v drugem koraku. Najprej so ukinili urad za demografijo. To je bil en od njihov prvih ukrepov.
Ker je bil tukaj v Mariboru, so še posebej pohiteli in mestna občina Maribor kakorkoli resno ni povzdignila glasu tudi proti kadrovskemu siromašenju Maribora, žal. Denar in ljudi iz tega urada pa so prerazporedili z rebalansom in z sklepi vlade na Urad za migrante. Zdaj, tukaj je cilj jasen, čim manj avtohtonih prebivalcev in čim več migrantov iz tujih civilizacijskih okolij. Zdaj, uničevanje družine kot osnovne celice družbe ima na listi prioritet kulturnega marksizma še posebej visoko mesto. Zdaj, ko sprejemajo razne ukrepe, ki se nam zdijo nori, pravijo, da so to zahteve modernega časa in da je treba iti s časom naprej. Ampak, spoštovani, to ni pot napredka, to je pot razkroja. In to ni pot naprej, ampak je pot nazaj. Če hočemo biti povsem jasni in konkretni, potem se spomnimo, da človeštvo je namreč nekoč že živelo v jamah in votlinah, neorganiziranih hordah, kjer so si najmočnejši spolni predatorji izbirali svoje žrtve v svojem jamskem fotopubu. Le da takrat še ni bilo radiatorjev in so jamski predhodniki ljubljanskih levičarjev namesto njih uporabljali kapnike. Mimogrede, ste že slišali za kak rezultat kriminalistične in tožilske preiskave gnusnih rabot, ki so jih zagrešili prijatelji aktualne ministrice za kulturo v fotopubu? Ni rezultatov. Ko je šlo za nek dejanski ali pa namišljeni napad na neko civilno-družbeno aktivistko, je bilo že vse to v nekih mestih sodno končano in obsojeno in tako naprej. Tukaj pa nikakršnih rezultatov. Zdaj, temu razkroju temeljev zahodne, evropske in tudi slovenske civilizacije, ki ga žal pristojne institucije in mediji v Sloveniji ali prikrivajo ali ponekod celo odločno podpirajo, mi odločno nasprotujemo. Za nas je oče moški in mama je ženska, oba spola sta enakopravna, ima pa vsak svojo naravno vlogo. Razkroj temeljnih postulatov narave in civilizacije je pot v propad. Tudi številni ostali ukrepi in najave aktualne oblasti gredo žal v isto smer. Zdaj, po poti razgradnje, po poti kulturnega marksizma. Kdor že prebral to knjigo Forum iz Sao Paula, Kulturna vojna, potem pozna tudi gozd, ne samo posamična drevesa. Pri teh ukrepih gre za višje davke, večjo centralizacijo, zato da se ustvari več najemnikov, več državnega, več ministrstev, več postopkov, večja birokracija, čim več odvisnikov od državne jasli. Na ta način se razkraja svobodno družbo. Njihov cilj je preko teh ukrepov narediti čim večje število odvisnikov od oblasti. Čim več odvisnikov in čim manj suverenih posameznikov. Naš pristop Slovenske demokratske stranke je popolnoma drugačen. Čim manj birokratskih ovir, čim manj birokracije, čim manj centralizma, čim krajši postopki, čim bolj ugodno okolje za družine in otroke, čim boljša izobrazba za vse, čim več inovacij, čim bolj ugodno okolje za razvoj podjetništva. Čim več suverenih posameznikov, ki znajo ločiti zrno od plev in ki so sposobni stati na lastnih nogah in razmišljati z lastno glavo. Spoštovani, živimo v nekem času, kjer srečujemo polno absurdov. Ali ni absurdno, da se stranka oziroma gibanje, ki povzema program radikalne socialistične levice, ki uvaja nove in nove birokratske ovire, ki viša davke in trošarine, ki lomasti po javnih medijih, ki odprto podkupuje sodnike, da se taka stranka samo poimenuje za gibanje Svoboda. Da se tako očitno zlorabi ta svet pojem. Njihov vodja pa nas zmerja z
mračnimi silami in fašisti. Za njih smo mi mračne sile in fašisti, resno. Zdaj, edina primerjava, ki se ponuja zanje iz evropskega okolja, kjer so očitno iskali vzornike, ko so iskali ime za svoje gibanje, so avstrijski svobodnjaki. In dejstvo je, da so tukaj oboji naravnani proti slovensko. Razlika je v tem, da domači svobodnjaki Sloveniji in Slovencem delajo bistveno več škode kot tisti iz sosedstva. Imamo vladno koalicijo, ki jo sestavljajo 3 levičarske stranke. Zdaj, 2 stranki sta klasičen derivat globoke države oziroma ostanek propadle tranzicije, neuspešne tranzicije. Njihov cilj je v bistvu, negativno pragmatičen. Torej, ohranitev oblasti, položajev, privilegijev in zaščita pred roko pravice. Tretja, to je levica, kot izvirni produkt novodobnega kulturnega marksizma, s svojim ideološkim radikalizmom lahko tako z lahkoto obvladuje koalicijski softver in določa barvo ukrepov in ravnanja. To je pač po vseh teh mesecih, skoraj pa 1 leto te oblasti popolnoma jasno. Do tega stanja smo seveda prišli ponovno z uporabo starega trika v novih obrazih, ki mu je tudi zahteven čas pandemije, ki je terjal svoje ukrepe, omogočil reinkarnacijo. Seveda so, kot smo velikokrat dejali, tudi v politiki potrebni novi obrazi. Do njih tudi vedno pride. Vendar eno je nova ponudba z novo vsebino, drugo pa je reciklaža starega. Zdaj, v Sloveniji je to večinoma reciklaža starega. Iz ZSMS v LDS, iz LDS v Zares, iz Zaresta v listo Zorana Jankovića, iz liste Zorana Jankovića v listo Mira Cerarja, pa v listo Marjana Šarca. Zdaj, znate, kako bistveno razliko med tem, kar so zagovarjali Gregor Golobič, Tone Rop, Miro Cerar, Marjan Šarec, ali kar zagovarja nekdanji podpredsednik liste Zorana Jankovića in sedanji predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Nobene razlike, enaki konglomerati arogance in protislovenske politike. Eno so torej nove stranke in osvežujoče nove ponudbe, drugo so zarodki zdroboja globoke države, skrbno načrtovani, medijsko negovani in vsestransko finančno in propagandno podprti. Skrb pa je skupaj tik pred volitvami, na začetku se vidi in sliši privlačno kot nudistična plaža. Zdaj, ko pa mine nekaj časa in pogledaš od blizu, začetno navdušenje hitro zbledi. In danes smo, spoštovani, že krepko v tem času bledenja. Ko ljudje gledajo položnice, pokojninske odrezke, ter se sprašujejo, kaj so pravzaprav volili. Zdaj, danes teče že, če sem prav preštel, 250. dan 30-dnevnega roka, v katerem naj bi vsak bolnik prišel do specialista. Danes je minilo tudi že več kot 45 dni, odkar naj bi bila po njihovi koalicijski pogodbi sleherna pokojnina vsaj za 10% višja od praga revščine. To so zapisali koalicijsko pogodbo. Zdaj, še lani poleti si težko srečal nekoga, ki ni trdil, da je volil Gibanje Svoboda in Goloba. Danes pa nasprotno že težko srečaš koga, ki bi priznal, da ga je volil. Zdaj, javnomnenjske raziskave to seveda kot vedno nekaj časa skušajo prikrivati, vendar se velja ob njih spomniti, da je še do nedavno na njihovem vrhu kraljevala Ljudmila Novak. Zdaj se, dokler so upali, da bo kandidirala na predsedniških volitvah in škodila Slovenski demokratski stranki, ko je bilo jasno, da to ne bo več, pač je ni bilo več tam. Spoštovani, v zadnjem mesecu mislim, da smo vsi opazili neko veliko spremembo. Končno se prebuja tudi upokojenska generacija. Velik del upokojenske generacije je namreč oropan osnovnega dostojanstva,
To osnovno dostojanstvo seveda predstavlja v primeru te kategorije prebivalstva pošteno plačilo za minulo delo. Nizke pokojnine, preko 300 tisoč slovenskih upokojencev, pa tudi verjetno še malo na tem, predstavljajo daleč največjo kolektivno krivico sodobne Slovenije. Pokojnina ni socialna kategorija, je pač plačilo za minulo delo. V našem zadnjem vladnem mandatu smo to krivico kljub nizki inflaciji, oziroma času brez inflacije, popravljali z rednimi dvigi pokojnin ter selektivnimi draginjskimi dodatki, ker so tisti z nižjo pokojnino dobili večji dodatek. Danes jim vlada brez draginjskih dodatkov ob 10-odstotni inflaciji pokojnine dviga za zgolj dobrih 5%, kar te zaostanke oziroma krivico ne odpravlja ali zmanjšuje, ampak jo poglablja. Torej potreben je močan vsestranski pritisk na oblast, da se to uničevanje dostojanstva generacije, ki je med drugim priborila tudi samostojno Slovenijo, preneha. In da se pokojninski sistem očisti izplačil za razne privilegije, očisti izplačil potomcem desetletnih borcev, pa raznih izjemnih pokojnin, kučanov in spomenk. V času covidne krize, v času, ko so imeli v slovenskih bolnišnicah 1000 in več covidnih bolnikov, v času praznih skladi zaščitne opreme, ki so nam jih zapustili, v času zaprtih meja in pretrganih logističnih verig, so tovariši nagajali, protestirali in tudi klicali k naši smrti po slovenskih ulicah in trgih. Napadali so policiste, meščane, novinarje, snemalce in medijske hiše in celo ovirali tuje državnike v času slovenskega vodenja Evropske unije. Po trgih in ulicah so sejali sovraštvo, delili bombastične obljube in kurili velike ognje. Sedaj prihaja čas plačila. Danes so sami na ražnju in še huje bo. Po kitajskem koledarju smo vstopili v leto zajca. Zdaj po slovenskem bo to leta zajca na ražnju in leto bumerangu. Vendar se moramo ob tem zavedati, da bodo naredili veliko škode in da nas čaka veliko delo. Tudi zato je potrebno okrepitev slovenskih demokratičnih, domoljubnih, protibirokratskih, proticentralističnih ljudskih sil. Tistih, ki jih izvoli ljudstvo in se dejansko zavzemajo za ljudstva, ne tistih, ki se sami razglasijo za glas ljudstva, pa še nikoli v življenju niso nič naredili za to ljudstvo. Zato me veseli, da je danes svet Slovenske demokratske stranke potrdil končni sporazum, s katerim se naša družina okrepi z novo Slovensko ljudsko stranko in z gospodom Kanglerjem sva ta sporazum tudi podpisala. To, spoštovani, je dobro za vse, je dobro za Slovenijo in še posebej dobro za Maribor. Torej, spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani Franc Kangler, dobrodošli v naši veliki družini. Kot si dejal prej, več nas bo, prej bo Slovenija takšna, za kakršno smo glasovali na plebiscitu. Pred desetletji, že pred davnimi desetletji je slovenski pisatelj Drago Jančar zapisal stavek, ki ga večkrat citiramo. Zapisal je: ni vsak antifašist demokrat, je pa vsak demokrat avtomatsko antifašist in antikomunist. Demokrat je za demokracijo in je proti vsakemu totalitarizmu. To, spoštovani,
To, spoštovani, je naše izhodišče za povezovanje in sodelovanje tudi v prihodnje. V Slovenski demokratski stranki je dobrodošel vsak, ki zagovarja demokratično ureditev ter zavrača totalitarizme vseh barv. Spoštovani, mi smo slovenski demokrati, smo resna politična sila, bili smo včeraj, smo danes in bomo jutri. Nismo gibanje z imenom iz Avstrije, ki se danes šopiri, jutri pa ga ni več. Ki danes naloži svoje poslance na avtobus, jutri pa jih ni niti za fička. Slovenski demokrati imamo vrednote, ki so vrednote slovenske osamosvojitve. Naše vrednote so vrednote samega vrednotnega središča slovenskega naroda in Slovenije. Zato smo močni, trdoživi in trajni, tako kot je trajna Slovenija. Smo sredi dobro svojenih poti, pa tudi na začetku novih priložnosti. Kajti prihodnost se še ni zgodila in vsi smo poklicani, da jo sooblikujemo. Iskrene čestitke ob našem skupnem rojstnem dnevu, pogum vsem pogumnim Slovencem in demokratom, Bog živi Sloveniji.